glede na profil, kakor se pogledaš, si rečeš, tu pa zna biti res zahtevno, pa na konci, ko odpelješ kompleten krog, vidiš, da ni nič kaj posebnega, razen črni kav, ko vsi kolesari dobro poznamo in se dela razne intervale na klanci. Tudi danes, ko smo gledali si, je klansko je dolg 8 km, pa z njim ni neke višinske razlike, kakor je na profilu, ko se lahko pelješ gor povprečje. Mislim, da najboljši kolesari se bo peljali 22 na uro brez problema. Edina tak hakelj, ko zna biti, kot tle smo na takem delu, da zna pihati, tako da dobimo, je veter več ali manj v obraz in bo tu ena taka prehlavica. In na koncu mislim, da je tam povprečje vsega skupica klanca med 5-6%. Zdaj po vrhu se malo poravna in se naredi en velik krog, ko je lepa cesta komplet skoraj na novo asfaltirana in po tudi spust, ko se pelje po polovici ceste, smo se vzpenjali in spust je tudi lep, hiter, ni nobenih nevarnosti, tako da res en lep krog. Na svet triatlon sem res, da nisem z tega področja, lahko sam bolj komentiram kolesarsko panovo. Mislim, da na začetku, ko končajo plavati, imajo po kar en kup ravnine, da se ohrejo zmrzle vode, tako da pa takoj od obale, ko zavijo desno proti Osipu in po Črni kav, ko se lotijo počasi vzpenjati, je sigurno na začetku, da dobijo ta pravi ritem po tisti ravnini, pol pa itak vsak sam sabo, ko se bo lotil trpeti in ubadati s prvim klancem Črni kalom.